Akcija, gremo. Hvala, Martin. Čau, teden je naokoli in nove filmske vsebine, ki nas čakajo danes, se bodo vrtele tako okoli animiranega filma, kot okoli premiere enega od novih slovenskih filmov, ki je konec novembra končno pričel svojo pot po kinematografih. Nejc Gazvo, da je režisersko ime, ki ga v zadnjih letih bolj povezujemo z gledališčem, ali pa tudi z literaturo, a se je po 10 letih spet vrnil tudi na filmska platna. Nazadnje smo leta 2013 videli Razrednega sovražnika, pri katerem je skupaj z Janezom Lapajnetom in režiserjem Rokom Bičkom sodeloval pri pisanju scenarija. Isto leto pa je v kino prišel njegov drugi igrani celovečerni film Dvojina, ki se ukvarja z dvema mladima ženskama, ki po naključju hitro, v bistvu v enem dnevu, navežeta pristen in intimen stik. Film je bil nagrajen na festivalu v Oslu in na festivalu Cine Days. Še nekaj več nagrad pa je leta 2011 prejel njegov prvenec Izlet, v katerem se trije prijatelji odločijo oditi na izlet tako, kot so hodili v srednji šoli, a se nazadnje izkaže, da ne bo šlo tako zlahka. No, v novem filmu, imenovanem Vzornik, se Gazvoda vrača v rojstno Novo mesto in se spet spogleduje z mladostniškimi temami, kot so na primer medvrstniško nasilje, pritisk vrstnikov, samomorilne misli, pričakovanja družbe, ločitev, alkoholizem v družini, odklonskost in podobno. Poglejmo trailer. Kaj bi naredili, če bi imeli čarobno palico? Tja bi jo dal. Kaj pa ti naredil? Aj velika. Palca? Ja, Zakaj? to bi jih prefukal z njo. Koga? Vse. Počasi si pa že ti tukaj? Ne veliko, med drugim lockdownom sem se preselila. Da v dormi. Ne. Dormi! Jaz se nočem, da se o tem okoli govori. Pač sploh ne vem, kaj mi je bilo. Ali bil sonček? Sonček, ja. Ajde. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Uradno premiero je film Vzornik doživel v kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, za katerega nisem prepričana, ali so ga ovenčali prav za to priliko ali zaradi prihajajočega decembra. Na ta dan se je sicer pisal datum 23. november.
Dvorana je bila polna in kako bi tudi ne bila, ko pa je bilo v dvorani tudi kar nekaj srednješolcev iz Novega mesta, ki so v filmu nastopili. Mladostniki so pač danes srednješolci, čeprav so film snemali v času, ko nekateri to še niso bili. Danes je srednješolec tudi glavni igralec tega filma, France Mandić, ki je sicer rojen v igralsko družino. Njegova mati in oče sta igralca Pia Zemljić in Marko Mandić. Pa vendar gre za njegov prvi film, čeprav bo v kratkem menda prišel že drugi, ki ga je snemal pod taktirko režiserja Janija Severja. Kako sem prišel do vloge? Še meni ni najbolj jasen. Kakor mi je bilo razloženo, sem bil Juretu pa Nejcu zelo všeč na audiciji in sem tako pač dobil vlogo. France v filmu v več kadrih igra violino. Se je moral naučiti prav zaradi vloge. Ja, violino sem igral prej, res da zgleda zelo amatersko, ko igram. To zaradi tega, ker nisem dosti vadil, nisem kao imel časa, nisem mi dal dosti vaditi. In zdaj upam, da ne bo moja profesorica za violino razočarana zaradi tega, ampak ja. Mislim, igral sem imel 8 let, to je bilo 8 leto, sem malo začel obupavati, nisem dosti vadil in pol je bil tak rezultat fušanje, pa to pa še na mrazu smo snemali, tako da je še pol se razglaševala violina in vse. Poleg igranja violine je imel France tudi kaskaderski vložek. V Krkopadu 2 ali 3 smo posneli prizor, ki so me vrgli. V bistvu najprej sem jaz predlagal, da bi samo mojo glavo noter pomočili, ker prvo je tako, da me dajo na kolena in pol bi imel čist blatna kolena. In pol bi lahko to 2 ponovili, ker smo imeli 2 parov hlač in pa sem jaz predlagal, kaj pa če bi me dvignila pa močila glavo in pol se je zgodilo, da sem ima padel slučajno in pol smo to še 2 ponovili. Ampak je dobro izpadlo, se meni zdi. Mandić je očitno pripravljen na vse. Tudi scena, ko v stranišče tišči glavo, no ko mu v stranišče tiščijo glavo, naj ne bi bila posebej težka za snemanje. Pravi, da mu je bilo od vsega še najbolj slabo zato, ker je stranišče smrdelo po tistih sladkobnih vonjih čistila. Vzornik je sicer film, ki je na festivalu slovenskega filma v Portorožu letos prejel 2 nagradi Vesna. Vesna Pernarčič je prejela Vesno, nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Katarina Štravs pa za kostumografijo. Meni tak od okolja je najbolj ta nek high school oziroma osnovno šolo delati, ker lahko imaš učitelje, učence in jih lahko pol vizualno in s tem karakterno zelo dobro ločaš. In je pa zabavno se igrati z barvami, ne vem, tudi na začetku filma določam, kdo ima kjere tone, kdo ima druge. Za tega vzornika glavnega sem pa dala Jakno šivati, ker je se čez cel film ponavljala in sem hotela, da je pač unikatna, ne nekaj, kar bi pol videli mogoče čez 2 tedna v zadnji, pa bi bili vsi, da bi se ponavljala. Sem hotela. In zdaj ta Jakna pri meni, upokojena in ne bo nikoli več igrala. Doma v Mariju imam, tako da ta kostum verjetno si mislila, ne? Nisi hotela biti trendsetterka? Mogoče pa bom zdaj, ker bojo vsi si dali to Jakno šivati. Ne, tako se mi je zdelo, da če imaš en kos čez cel film, da mora biti malo poseben, pa da ni glih nekaj, kar lahko kupaš v vsaki trgovini. Lahko bi bil kakšen second hand, ampak nisem našla nič primernega, zato sem potem dala šivati. Govoriš seveda o jakni od Francija. Ja, a me v njemu sprašuješ, ne vem, ja, v njemu v vzorniku, ne? Kaj pa, če govoriva še o starejšem vzorniku? Okej, oprosti. Ja, mislim, ta kostum je pa tudi mi bil zelo zanimiv za delati, da je malo bizaren, tudi naprimer katelovat, da je še zmeraj v svajci, pa ta njegova jakna je naprimer second hand. Tako neki, da že takoj, ko ga vidiš, mal ne veš, kaj bi delal z njim, mislim, kam bi ga dal, ne? Ampak seveda ne gre brez tega, da bi na premieri zaslišali tudi režiserja. Zdaj, ko sem gledal film iz prve vrste, na tem v bistvu glavnem platno, sem se nekako čisto drugače potopil vanjega, kot sem se nazadnje, ko sem ga videl. In potem sem v bistvu ugotovil, koliko so ene stvari vezane na to mesto, v katerem sem ga delal. Na neke stvari iz mladosti, ampak ne zelo specifične. To sem mislil, da gre za to, da sem zelo osebno hotel povedati eno zgodbo o dostojanstvu. To mi je bilo pomembno. Zakaj sem zbral pa šolo, osnovno šolo, pa moja psihoterapeutka povedala.
Bravo, Nejc. Čeprav v šali je tudi to en korak naprej proti destigmatizaciji obiskov psihoterapevta in obravnave duševnih bolezni. Glede na to, kakšne like je ustvaril v filmu, pa še dobro, da zagovarja to pozicijo, ker bi skoraj vsi njegovi junaki še kako potrebovali obisk psihoterapije. Kar se tiče gledanja iz prve vrste, pa vam tega v Kulturnem centru Janeza Trdine vsaj za filme definitivno ne priporočam. Spraševala sem se namreč, zakaj sem določene dialoge tako slabo razumela. Povrh vsega pa je bil oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik, ki je sodeloval že pri Reci in piši 118 filmih vseh vrst. Po pričevanju nekaterih, ki so si film ogledali že na festivalu slovenskega filma v Portorožu, torej v Auditoriju Portorož, smo ugotovili, da je bil očitno problem v dvorani. Tako da vam, v primeru, da si boste film ogledali v Novem mestu, priporočam, da se ne usedete v prvo vrsto, ampak nekam v zlato sredino. Tam nekje na sredini odra sem po projekciji ujela tudi režiserja Nejca Gazvodo in ga najprej vprašala, kaj je delal zadnjih 10 let od zadnjega filma. Pa, nič posebnega, malo sem potoval, malo sem, ne vem, nisem. Veš kaj, delal sem v teatru, delal sem druge stvari, pač imel sem zgodbo za povedati šele zdaj. Tako da mislim, da bo naslednja prišla hitreje, no. Ampak na nek način sem začel tudi, da moram to dati sebe in tako da mislim, da je bilo prav, da je trajalo 10 let, ker sem to mes dozorel. Prvič po Razrednem sovražniku se je Gazvoda s filmom vrnil v domače kraje. Sam se je namreč rodil prav v Novem mestu leta 1985. Razredni sovražnik je v bistvu bil sneman tukaj, ampak mislim, da ni bil kot postavljen v Novem mestu. Bolje šlo za neko šolsko tematiko, ki pa mislim, da ta film ni čisto točno film v šoli. Čeprav se v bistvu začne in konča na njej, ne. Tako da ne vem, v bistvu, ja, se razmišljam, če sem regresiral, pa če bom šel v vrtec potem, ne glede na to, da je srednja šola, to zdaj je moje v osnovni šoli, ampak to se mi zdijo vedno, te neke inštitucije se mi zdijo izjemno močne, a veš, zapovedati take zgodbe. Zaradi tega, ker kakorkoli je šola lahko dobra in se trud, je proba ogromno število zelo različnih ljudi ukalupiti. Zaradi tega, da bodo na koncu pač ta kolešček v sistemu. Ne? In to je fascinantno, tako kot so pač vse institucije fascinantne. Grozno hkrati in v bistvu lepo. Ne? In to sem, no, v bistvu, zato sem to zbral, zaradi tega, ker mi sama šola mi je dala motor, da sem to zgodbo povedal. Bullying pa ja, absolutno sem imel izkušnjo z njim, samo mislim, da nisem edini. No? Potem pa pride trenutek, ko začneš človeka spraševati o resnih temah, kot je, ali se mu ne zdi, da je mogoče v zgodbo vpletel preveč socialnih tem naenkrat, pa moraš hkrati ostati resen, čeprav se v kadru ravno znajdeta medsebojna ljubezni polna igralca. Mislim, meni je sicer ful čudno, da slovenski gledalci, ki v bistvu vsi obožujejo ameriške serije, ki se v bistvu ukvarjajo s težkimi temami in tako pri slovenskem filmu se takoj nazaj potegnejo in bi v bistvu, ne vem, naj potem gledajo kaj drugega, kaj ne rečem. Mislim, meni se absolutno ne zdi, da ima film preveč težkih tem. Mislim, da v bistvu pusti eno lepo sporočilo. No. Upam, da ne pusti nobenega sporočila, ker ne maram sporočil. Ampak mislim, težko bi delal nekaj, kar ni o nečem. In mislim, da zmeri pa, ko stvari o nečem so pa o nečem, kar ni prijetno. Ker če so o nečem, kar je prijetno, se o tem pač ne da delati filma ali pa pisati knjige. Kot lahko slišimo, se Gazvodi ne pozna preveč, kje je odraščal. Pa tudi v filmu Vzornik naglasov ni slišati ravno veliko. Kljub temu, da se film dogaja, če se malo pošalim, v Podgorju. Jaz naglasom sem v bistvu dal samo, da je pač Henigmanu, ki je zelo učiten, ki v bistvu ni od tukaj, da se malo sliši pri učiteljih, ki so pa itak vedno zelo različni, ne? Zdaj so pač iz cele Slovenije načeloma. Eni so itak prišli iz Ljubljane, drugače pa se mi zdi, da se nisem hotel ujeti v neko umetelnost. Saj to nazadnje, ko padaš v film, ni tako pomembno. No? Mislim, potem bi to moglo biti mega realistično, ne? Kar pa v bistvu bi pa stalo ene naravnosti, ki jo igralec maček lahko govori tako, kot govori, še posebej pa otroke ne bi mogel si to nareči nikoli. Ne. Otroke se mogel pobrati pa pač iz vseh dežel. Je pa tudi nekaj, mi smo zelo po podgorsko govorili, ko smo bili v osnovni šoli, ne, pač še zdaj se mi pozna. Zdaj mislim, da so otroci izjemno izenačeni. Ne vem, ali zaradi omrežij, ali ne vem zaradi česa, zato ker imajo vsi neko angleško dikcijo, ker so najbrž več soočeni z angleščino kot s katerimkoli drugim jezikom, ampak
Nikoli ne bi rekel, da so ene punce recimo v filmu, da so dolenke, pa so ne. Če film Vzornik vzamemo za prikaz sodobne slovenske družbe, bi lahko rekli, da je ta povsem disfunkcionalna. Mislim, ne vem, če je kdaj bila funkcionalna. No. Tako, ne vem. Mislim, disfunkcionalna. Absolutno je nekaj zelo narobe, se mi zdi zdaj trenutno, ampak mislim, da ne samo pri nas, no. Kjerkoli že. Ne. Saj to se v bistvu, kako se nasilje stopnjuje po svetu, ne moramo zares kaj drugega pričakovati od otrok. Ne. Jaz se spomnim ta največji klišejski, na mladih svet stoji, ne, ta stavek. Tega nišče več ne reče, ne, zaradi tega, ker so se ti, ki so pač na oblasteh po celem svetu, so se v bistvu popolnoma nehali pretvarjati, da jih še karkoli zanima mlajša generacija. Ne. Mene pa zelo zanima. No, tako. Zdaj, če sem zdaj boljši zaradi tega, ne, am I better than everyone? Absolutno ne. Ampak a mi gre blazno na živce, da nas neki geriatriki vodijo trenutno, ki nimajo nobenega stika z ničemer, generacija, ki prihaja, ima pa neke probleme, ki jih nihče ne razume, ja, to mi pa gre ful na živce. Ja. Nič, dovolj o Vzorniku, najboljše, da greste film kar pogledat v kino sami. Vem, da je težko vse ujeti, sploh ker je po zimi v bistvu nenehno sezona festivalov in je težko ujeti še kak film, ki ni na festivalu. Začetek decembra, na primer, je ponavadi rezerviran za Animateko. Lansko število gostov so letos še povečali, tako da je na jubilejno 20. edicijo prišlo kar 300 glav povezanih z animacijo. Vsako leto festival gosti rezidenčnega umetnika, ki poskrbi za likovno podobo festivala ter ustvari slikovrtec, a.k.a. flipbook, za festival. Letos je bil to italijanski animator Gianluigi Toccafondo, ki spaja slikarstvo, film in animacijo. Njegov proces ustvarjanja naj bi šel nekako v smeri, da za izhodišče vzame posnetke, iz njih izdela fotografije, jih fotokopira na papir in potem slika nanje, da spremeni prvotni subjekt. Potem jih posname na 35 mm filmski trak, da te podobe potem spet posnamejo na film. Nekako takole. Letošnji fokus festivala so bile animacije, ki nastanejo s pomočjo tehnike kolaža. Posvetili so jim posebno retrospektivo naslovljeno V neizbežnem trku, ki jo je zasnoval Chris Robinson, umetniški direktor festivala animiranega filma iz Otave. Thanks for telling me I had to do this. Well, you have to promote you didn't tell me about this. Come on. Let's say the origin of this retrospective. Actually, it's a book you wrote, earmarked for Collision, History of Collage Animation. And because at your festival you didn't have enough space to present the films you were writing about, we decided Animateka will give you... Well, I wrote the book after I did the program and then realized, well, I can't do a program now because I've already done a program. Okay. So... But now let's be serious for a minute. Really. Chris, collage animation, maybe it's an obsolete technique, maybe it's like deep down in history, but after we will watch the films and we will see like going from the 50s, I think the oldest films that we are presenting until nowadays, it's still continuing. So what did you find so much interesting in collage animation that you decided to write a book for? I think for me it's something anybody can do. There's something criminal about it, because everything is appropriated. The academics like to say appropriated, but you're stealing other people's illustrations, whether it's commercial or not, putting it into a whole new context and creating new meaning, sometimes subverting the original meaning. So for me, it's that sort of democratic, low, it's mixing high art and low art, and it's kind of violent. You can just rip shit up and put it back together again, you know? It's, yeah. I think a lot of films that we will screen starting from Tuesday on in the Cinematheque every day at 5 o'clock, they are part of the so-called avant-garde cinema wave or movement or... That's a question? No. Well, what you're going to see is, you know, the book was really... What hit me was looking at all these books when we put the program together in Ottawa and seeing nobody's written about collage. It's just mentioned as a technique and experimental, or it's mixed with cutout animation, but nobody's really focused on it, and that was a bit confusing to me because there have been some great
animators like Stan Vanderbeek, who's worked, you'll see Larry Jordan, Lewis Clark, Terry Gilliam, all have done collage. Nobody's just talked about it, so I thought we should. And what was interesting too is that a lot of these filmmakers you'll see are even not that well known within our little weird community of festival animation. A lot of them exist in the experimental cinema world or in the fine art world. So it was interesting to kind of bring these worlds together as well. Okay, so last but not least, we are sad that actually Lewis Clark, a very important author that works and lives in Los Angeles, just before actually taking his airplane for Ljubljana, tested COVID positive. So better than that he would come here and infect us all, right? But we paid a special, I mean, you paid a special attention for Lewis's work, and actually for the few of us that will be in the Cinematheque for the weekend when we pre-started the respective. Tell us the film that we chose for tonight, Lewis's Clark film. What will you watch? I forgot the title. I think of it as the Lana Del Rey song, Honeymoon. I completely forgot. It's part of, what Lou does is he makes these sort of features, but they're a series of short films, and he likens it to making a record album. So each short film is like a song he's made, and then he hits upon some sort of theme visually or sonically, as he calls it, and puts them together into an album. And so what we're going to see tonight is one of the songs off the album Blue Rose of Forgetfulness. Okay, so appropriate since I forgot the title. Otvoritveni večer je bil sicer precej čustveno obarvan. Videli smo lahko nekaj filmov s posnetki iz preteklih let Mednarodnega festivala animiranega filma. Se je pa na otvoritvenem večeru zavrtel še nekajminutni kratki film s pozdravi animatorjev z vsega sveta, ki so presenetili celo direktorja festivala Igorja Prasla, saj zanj ni vedel. Ob tej vaši obletnici smo nekaj vaših gostov prosili za odziv in to, kar smo dobili, samo potrjuje to, da je Animateka festival, ki je cenjen v vsem svetu. Ampak da ni tako le zunaj, ampak tudi doma, da vam pa želimo nekaj podariti, nekaj malega, čist malega. Želimo vam podariti nagrado kot festival za poseben doprinos na področju animiranega filma, ker brez vas ni nas. Hvala vam. Animateka je sicer znana tudi po svojih karaokah, ki se vsako leto odvijajo v Kinodvoru in so tudi tokrat terjale svoj davek na glasu nekaterih udeležencev. Zmagovalni film iz programa Slon, ki je namenjen najmlajšim, Remi Turin, zelo lep film, ki govori tudi odraslim in lahko in ste sami ocenili. Zmagovalni film študentske želje, Mali talent. Ta je bilo najtežje se odločiti, film Bjanke Skali, nemške avtorice, minimalna animacija, ampak govori o zelo pomembni temi. Potem pa 5 osebnih naših žirantov, Da Hyung iz Koreje, Niki Schuster iz Avstrije oziroma Berlina, Alexandra Ramirez iz Portugalske,
četrta Naomi Van Niekerk iz Južnoafriške republike in Mihaj Mitrka iz Romunije. So si izbrali vsak svoj film. Čisto na koncu zmagovalni film, spet gre nagrada na Poljsko, kakor je že tradicija na Animateki. Marta Magnuska je naredila en zelo, zelo lep poseben film, spet minimalistična animacija, tako polna, da ta črno-beli ekran bo dejansko divjal od njene kreativnosti. No in čisto na koncu pa še film, ki ste ga glasovali vi, čisto. In to je pa film avstrijskega neomarksističnega kolektiva, ki se imenuje Total Refusal. Film naslov Hardly Working. In oni delajo specifično animacijo, kjer v bistvu hekajo videoigrice in spreminjajo v bistvu vsebino teh videoigric. Konkretno pri tem filmu ste videli, se osredotočajo na vloge tistih karakterjev v tej igrici, ki nič ne počnejo, ki so nekje na obrobju in oni ga secirajo. Rad vem še, da imate možnost in vas zelo, zelo lepo vabim v razstavne prostore Slovenske kinoteke na Mikloščevi 28, kjer je vsaj do 10.12. traja razstava VR Animateka. In en del razstave je prav tako film Total Refusalov Nothing Happens, ki smo ga tudi že kazali na Animateki. To je pa v bistvu film, ki je vojno igrico oziroma streljaško igrico spremenil proti vojno, ker se je osredotočil na lik dezerterja. Za veliko nagrado žirije se vsako leto potegujejo filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa. Kot je že omenil Igor Prasel, je to letos prejel film Marte Magnuške iz Animun oziroma Atom Art, ki je luč sveta ugledal lani. Imenuje pa se Neporavnani. Obrazložitev žirije pravi nekako takole. Film svobodno izrabi prostor ploskega belega platna. Zgodbo pripoveduje z domiselno uporabo metaforike ter izrazno in učinkovito risbo, ki prikazuje rutinske premike, dokler ti ne postanejo mučni. Nagrado prejme film, ki štrli iz vrste Neporavnani. Poglejmo. Da pa ne boste mislili, da so na mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka samo kratki filmi in predvsem tisti za odrasle, naj omenim še otroško sekcijo, ki so jo pripravili skupaj z društvom Slon, vzgojno-izobraževalnim programom animiranega filma, ki je namenjen predvsem prvemu stiku z animacijo. Otroci na njihovih delavnicah vse od leta 2005 zato izdelujejo denimo optične igrače, starejši se z mentorji pogovarjajo o filmih, ukvarjajo pa se tudi z, na primer, izobraževanji za pedagoge in še marsičem. V tem sklopu je bil med drugim predvajan francoski film Linda hoče piščanca, ki v enostavno zgodbo o tem, kako mama narobe obtoži svojo hčerko laži in se ji nazadnje odkupi s kuhanjem njenega najljubšega piščanca s papriko, vplete fenomene sodobne francoske družbe, kot so na primer delavske stavke, medkulturnost, življenje v stanovanjskem blokovskem naselju in podobno. Gre za film poln situacijske komike, ki ni namenjen le mlajšim gledalcem. Animacija pa izgleda, kot da je pravzaprav naslikana. Poglejmo. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein? Linda, rentre immédiatement! T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein? C'est ça la punition? C'est ça le dîner? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère? C'est dégoûtant! Je suis pas une menteuse. J'ai été très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con un pepperoni. Poulet papa. C'est
C'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui? On va lui trouver son poulet. Et elle vous a pris un poulet? Vous la connaissez? C'est ma sœur. Vous faites quoi, les enfants? Waouh! On va le pêcher à la ligne, le poulet. On va se le faire, ce poulet au poivron. Allez, fonce! Allô? Ah, c'est vous, chef? Oui, oui, tout ben. Bienvenue poulet au poivron! Ah, j'aime pas les poivrons. In prišli smo do sklepnega dela oddaje, kjer naj vas še enkrat nagovorim, da me lahko kontaktirate, če ste posneli svoj lasten film in bi želeli, da bi ga v naši oddaji predstavili. Film bi nato po oddaji tudi predvajali prav tu na Megafon TV. Pišite mi torej na pia.nikolic@megafon.si, tule nekje spodaj mora biti. Sprejemam pa tudi vse komentarje, predloge ali pa enostavno ideje, kaj bi bilo vredno ogleda. Mogoče takole samo še en namig glede ogleda filmov v kinu, pravkar je namreč v kinih nov slovenski film Kaj pa Ester, o katerem kaj več v prihodnjih oddajah. Kaj pa danes? Razmišljala sem, da bi šla na razen. Kaj delaš tukaj, kaj? Pogrešal sem te. Zakaj si se prepisal sem? Zato, ker si rekla, da je največji problem, da gremo na različne šole. Ti si hotel na umetniško, ne na gimnazijo. Sploh ne boš imel frendov. Jaz rabim sam tebe. Ja, novo punco imam. V bistvu 3. Zmenili smo se za 50 evrov. To je vredno vsaj 200 evrov. Ti si vsem razlagal, koliko si bogi, koliko vsak dan jokaš in zdaj so kar naenkrat se punce vate. Niso vame. Kje si bil ti smrduh, ha? Sorry, ker si se preveč prepričljivo delala, da smo res skupaj. Bet je, ker imaš 3 punce. Ja, bet mi je. Fuj, fuj, fuj! Kaj imaš ti v glav? Ester! Ja, nič, to je bilo to in akcija spet prihodnji teden. Se vidimo. Čau. Martin, gasi kamere.